Lepo pozdravljeni v tem zasneženem dnevu na webinarju založbe Mladinska knjiga, ki je namenjen učiteljem matematike. Sem Hema Vasle, urednica vertikale samostojnih delovnih zvezkov in učbenikov za matematiko. Samostojne delovne zvezke od 6. do 9. razreda upam, da že poznate, drugače pa si jih lahko ogledate na portalu učimte.com ali pa povabite naše promotorje, da vam pripravijo predstavitev. Glede na razmere, v kakršnih žal smo, pripravljajo predstavitve tudi online preko Zooma ali kakšne druge aplikacije. Letos bomo zaključeni vertikali samostojnih delovnih zvezkov priključili tudi zaključeno vertikalo učbenikov. Na izid se pripravlja učbenik Matematika 9 in vabim vas, da ga že za prihodnje šolsko leto uvrstite v učbeniške sklade. Danes sta z nami soavtorja učnih gradiv Mitja Vatovec in Uroš Medar. In lahko bi rekla za njiju, da nikoli ne mirujeta. Najbrž prav tako kot vi, kar naprej iščeta načine, kako priti do učencev. Kako učencem pokazati, da je matematika lepa, da pri matematiki ni pomembno, da se napiflaš neke postopke, ampak da je pri matematiki pomembno, da stvari razumeš. In do razumevanja pridejo najlažje s samostojnim delom in raziskovanjem. Preden povabim Mitja pred kamero, vabim vas, da med webinarjem v rubriko Questions and Answers napišete svoje vprašanja. Tako bomo lahko webinar naredili še bolj vam pisan na kožo in od njega boste lahko odnesli še več. Zdaj pa Mitja, izvoli. Hvala lepa za besedo. Torej, moje ime je Mitja Vatovec in danes vam bom predstavil, kako lahko gradivo uporabljate skupaj z programom dinamične geometrije GeoGebra. Odločil sem se, da bom začel čisto na začetku. Moram samo deliti svoj zaslon. In sicer, kako si sploh naložimo GeoGebro. Tako malo nenavadno je celotna zadeva narejena. In sicer recimo v brskalnik oziroma v Google zapišemo GeoGebra 6, to je najnovejša različica. Tudi obstaja GeoGebra 5. To, kar bom kazal, bi tudi delalo v GeoGebri 5, vendar neki drsniki se potem ne bi prikazali. Zdaj, tukaj imamo možnost pri klasični GeoGebri, prenos ali pa začetek. Kliknemo na prenos. Zdaj se nam bo pač to nekam shranilo, recimo shranimo v prenose. In ko se to prenese, v bistvu, to je že program, torej ni nobenega namestitvenega potem postopka, ampak če bi jaz to zdaj kliknil, bi se pač zadeva zagnala, ampak v tem koraku priporočam vseeno, da si to nekam shranite v programe, torej Ctrl+C, oziroma X, da katnemo, oziroma kako se izrežemo. Potem predlagam, da damo nekam na disk C v programske datoteke X86. Tukaj naredimo potem neko mapico GeoGebra 6 in sem noter potem prilepimo to datoteko. In ko to kliknemo, zdaj se nam bo pač odprla GeoGebra. Torej ni nobene namestitve v smislu namesti, kam namesti, ampak je kar tako narejeno. Zdaj, zakaj je tako, ne vem. Verjetno zato, ker vas želi peljati na način, da potem ustvarite svoje uporabniško ime in geslo na GeoGebrini strani. Zdaj nekaj časa se to odpre. Evo, takole. Zdaj vse to, kar bom kazal, je tudi že objavljeno na portalu učimte.com. Če še niste prijavljeni, se lahko registrirate. Sicer pa potem vse te štiri datoteke najdete pod zavihkom tukaj učni listi. In ko se tole odpre, morate iti čisto dol, da še nalaga. Evo. Torej matematika, ok, in potem čisto dol do 9. razreda, kjer imate te 4
datoteke, ki bom tudi danes pokazal. Ok, zdaj se vračam v GeoGebro. Zdaj, kako odprete? Torej, tukaj odpri in on vas v bistvu najprej želi tukaj vam pokaže neke stvari, ki so jih že drugi objavili. Tukaj pa je tale mapica in potem v njej najdete, poiščete in potem kliknete tisto izbrano datoteko. Predlagam, da si jo recimo shranite kar v tisto mapico GeoGebra 6, ki sem jo prej naredil. In recimo tukaj imamo kocka 3D. Evo, to je že pripravljeno. Tukaj na levi strani so takole zbrane daljice, niti ni tako pomembno. Potem ravnine, ki se pač pokažejo, ko kliknemo tale krogac ob njej. Pa premice sem tudi že naredil, tako da to je tisto, kar se najbolj rabi, ne? Torej točke niti ne. Točke ravno toliko, da smo tole kocko naredili. In recimo v našem gradivu se pri poglavju osnovni geometrijski pojmi pojavi takle rešen zgled, ki ga bom tukaj zdaj pokazal z uporabo tudi programa GeoGebra. Torej, premice v prostoru so nosilke robov kocke A, B, C, D, E, F, G, H, kot je tamle v GeoGebri narejeno. In torej, naša naloga je zapisati vse premice, ki so premici EH vzporedne, pravokotne in mimobežne. In evo tukaj pod premicami bom zdaj našel premico EH. Tudi v naših gradivih so vse te oznake premic in ravnin po abecedi. So torej te oznake, torej nikjer ne bo pisalo premica HE, ampak premica EH. In evo, takole tale premica se zdaj vidi, jaz bom malo še naredil animacijo, se bo malo vrtelo. Pa malo bom premaknil. Evo takole, pa še enkrat zavrtel. Zdaj tukaj se da poljubno, ne, tole kockico obračati. No, evo se vrti in gremo lahko zdaj z učenci, pa poglejmo, če je morda premica AB, ta, ki je vzporedna. Vidimo, ne, nista si vzporedni, tudi si nista pravokotni, ker nimata nobene skupne točke, poleg tega, da bi se sekali pravokotno, torej sta si mimobežni, ne, torej bi lahko rekli, torej mimobežna teli premici zagotovo AB. Pa AB dam stran, poglejmo, kaj z AC-jem. AC tudi ne bo v redu, je v bistvu mimobežna. Piše pa tudi, da so premice v prostoru nosilke robov kocke, torej recimo tale AC sploh ne pride v poštev, ne. Je pa tukaj tudi med ponujenimi možnostmi. AD, evo je, evo, ta je pa vzporedna, ne. Torej ležite na isti ravnini, nimata skupne točke in ne sovpadata, ne. AE, ta je recimo tukaj, da se tako malo čudno vidi, ta se kar konča, ne vem zakaj. Sicer AE je premica, ki je teli premici EH vzporedna. In potem lahko tako raziskujemo in vidimo, kaj se dogaja. Pri tem zgledu, če ga malo še pokažem nazaj, iščemo tudi medsebojno lego ravnin BCG in pa ADE. Ok, tukaj vidimo, ne, sicer je slikca, morda pa nekateri učenci nimajo toliko razvite te prostorske predstave in potem mogoče tukaj vidijo samo dve barvni fleki, pa neke črte, si morda težje predstavljajo, da je to neka stvar v prostoru narisana na papirju, ne. Torej imamo ravnino, še tole premico bom ugasnil, da ne moti. Ravnina, torej imamo ravnino BCG, evo BCG, oziroma v mojem primeru bo to verjetno BCG, bo označena malo drugače, ni tale, bom kar malo poklikal, pa bom videl, evo jo, torej BCF v mojem primeru. Seveda tukaj lahko omenimo, da lahko ravnino tudi drugače poimenujemo, pa še da imamo v mislih isto ravnino. Ne vem, zakaj danes takole čudno prikazuje te ravnine. Niso cele. Zdaj pa je. Evo jih. Ok, to je ta ravnina BCG in pa ADE. To pa imam takole, kot je. Tukaj so iste barve.
To bi stalo tudi v nastavitvah, recimo potem drugače pobarvati te ravnine. Spet lahko zavrtimo in vidimo, aha, evo, te dve ravnini sta definitivno vzporedni. In pa še BCG ter BCG, oziroma tukaj bo najbrž malo drugače označena, tale moja. Ja, to je ta, ki je že bila. Ok, malo si bom ustavil, da me ne heca. Evo, to je ta ista in pa ta zgornja. Kje pa si ti zgornja? Evo jo. In evo takole, in potem je včasih še, tudi piš tukaj, kaj je njun presek. Njun presek pa je, kot vidimo, tukaj ena premica, FG. FG, ki jo lahko tudi pokažemo, lahko malo obračamo, da si morda z drugih zornih kotov zadeve pogledamo. Evo takole. Zdaj, če bi si želeli tole shraniti, je podobna zgodba, tukaj tudi malo tako čudna zadeva vse skupaj. Shrani, potem bi vas tukaj on želel prijaviti v GeoGebro. Rečem ok, nadaljuj brez prijave. Tukaj dam lahko karkoli, geogebra-export.ggb, ok, shrani in zdaj se nam pa odpre, torej tja, kamor bi radi, recimo, prej sem jaz ustvaril eno mapco pod programske datoteke, lahko tudi zgornjega, čisto vseeno, imate program files, oziroma če imate slovensko verzijo programske datoteke, GeoGebra 6, evo pa napišem premice in ravnine, pa bi se mi tole potem shranilo. Ja, zdaj bom odprl še eno datoteko, razdaljo v prostoru. Evo je. Tudi tukaj imamo en tak primer, samo da ga odprem na strani, malo naprej bo po tem gradivu v naslednji enoti. Evo, recimo tukaj, imamo razdaljo med točko A in ravnino R, ki je 24 cm, naj bo točka N pravokotna projekcija točke A na ravnino. In mi zdaj iščemo neko točko T, ki je od točke A oddaljena natanko 25 cm. Tukaj imamo zdaj, grem malo bolj nazaj, dva drsnika, s katerim lahko povečujem ali pa zmanjšujem tole razdaljo. Recimo, da rečemo, da ne bo tale A na 8, tale N, T pa ne bo 6. In zdaj lahko ugotavljamo, koliko je pa dolga ta razdalja med točko A in pa T. In tukaj vidimo, sem odprl daljica, vidimo, da je 10. Lahko pa tudi odprem tukaj krožnico in vidimo, da je teh točk jasno neskončno mnogo, ki so od točke A oddaljene 10 enot. Torej lahko tukaj spreminjamo razdalje in opazujemo potem tisto količino, ki jo iščemo, jasno uporaba Pitagorovega izreka, tukaj se lepo vidi pravokotni trikotnik, lahko spreminjamo te razdalje in računamo oziroma opazujemo tisto, kar nas zanima. Pogledam, če kakšno vprašanje tukaj vmes, če je karkoli vmes, lahko že napišete. Pokazal bom pa še dve zadevi, to sta pa mreža prizme in pa mreža kocke. Evo takole, bom kako velika slika. In kaj ga tukaj heca. Torej tukaj imamo 4 drsnike, tale nam pove, koliko strano prizmo imamo. Gre od 3 do 8 strane prizme. Tale M je v bistvu kot mreža. Bom dal M na nič, rečemo, ok, osnovni rob ne bo dolg 6, višina pa 8, čisto v bistvu vseeno in opazujemo mrežo prizme.
Žal zna GeoGebra samo takole narisati mrežo. Ne zna, kot jo ponavadi rišemo, ne plašč, da je pač nek pravokotnik, ki je sestavljen iz skladnih pravokotnikov. Mreže riše na ta način. Tukaj vidim, nekaj robov še ni narisal. Bom popravil in nove verzije dal gor na portal Učim te. Lahko vmes spreminjamo tale N, pa bo tudi on se prilagajal našemu izboru. Tako, eno vprašanje imamo. A te slike si sam narediš? Ne razumem čisto vprašanja, katere slike. Mogoče gospa Nuša, če dopolnite vprašanje. In pa podobna zgodba je tudi s piramido. Mreža piramide deluje na enak način, kot sem ravnokar pokazal pri prizmi. Evo jo. Takole. Malo obrnem, povečam. Rečem, ok, super, lepa 5-strana piramida. In s telim drsnikom M potem vidimo, aha. Takole pa potem nastane mreža tele piramide. Tukaj gre tudi do 8 strane. Piramide lahko povečujemo dolžino osnovnega roba, višino te piramide. In si morda učenci lažje predstavljajo. Tudi je možnost, če ima kdo slučajno ta 3D očala, tudi se potem, da se tamle obkljuka neki 3D možnost in se potem lahko tudi vidi tako malo 3D, no. Ni ful dober, da ne bo kdo mislil, da to je zdaj kot v kinu, ampak tako tudi malo zadeva stopi ven. Modele prizem. Te slike se same delajo, tako da v bistvu tukaj je že narejeno do 8 stranih zadev, tako da se potem zadeva prilagaja. Lahko pa si, kot sem rekel, na portalu Učim te, to tudi shranite, oziroma prenesete in shranite na svoj računalnik, ni treba vam tega delati. Tukaj pa nekdo meni pokaže drsnikov. Mogoče, vem, da v GeoGebri 5 se drsniki ne pokažejo. Tako da mogoče je problem to, da nimate nameščene GeoGebre 6. Sicer pa je potem tukaj mogoče pogled, tukaj v temle 3 vrstice, pod zavihkom pogled, mogoče tukaj je treba kaj poklikati, da se bo ta stvar na levi strani videla. Tako da se da tako malo poigrati s to GeoGebro, se načeloma lušten program in uporaben. Zdaj, nisem pokazal, kako z GeoGebro naredimo lahko mrežo valja in pa stožca iz enega samega razloga, ker GeoGebra zaenkrat še ne zna delati stvari, ne zna risati mreže okroglih teles, ampak zna samo risati mreže oglatih teles. Tako da, če bi to bilo, bi tudi vam pokazal, ampak žal zaenkrat tega GeoGebra še ne zmore. Evo, kar se mene tiče, je to. Če je kakšno vprašanje, ga napišite, da lahko še odgovorim. Mitja, hvala lepa. Če ima kdo željo, lahko vpraša tudi tako, da dvigne roko, pa ga spustimo do besede. Mogoče, če ta dvignjena roka že pomenila vprašanje, gospa Sonja, izvolite. Očitno ne. Gospa Katarina? Če želite govoriti, se morate še unmute dati. Odlično.
Najbrž to ni vprašanje za Mitjo, ne vem, če zna odgovoriti. Če se vam kakršnokoli vprašanje še pojavi, sporočite. Kot je Mitja že rekel, datoteke, ki jih je pokazal, slike, ki jih je naredil, bo delil oziroma je že delil z vami, so že objavljene na portalu učimte.com in si jih lahko s tem dol snamete in jih uporabite takšni, ko so, oziroma tisto, kar je videl, da še ne deluje, bo popravil. Če ugotovite, da še kakšna stvar ne deluje tako, kot je treba, se veste, pri uporabi takšne stvari se hitro odkrije, da kaj je treba še malo popraviti, sporočite, pa bo tudi to popravil in naložimo urejene datoteke gor. Še eno vprašanje. Super, gospa, ki prej ni imela drsnikov, je povedala, da je imela res odprto v GeoGebri 5 in da v GeoGebri 6 deluje. Zdaj pa vabim še Uroša Medarja, da še on pove nekaj o poučevanju matematike z raziskovanjem. Uroš, izvoli. Hvala. Lep pozdrav še v mojem imenu. Mitja je malo pokazal različna orodja oziroma eno izmed, ki jih on uporablja. Jaz osebno bi se pa lotil enega drugačnega pristopa poučevanja, vam na hitro predstavil nekaj novega, ki je skoraj malo hit postalo, pa se mi zdi, da matematiki, da se tega malo bojimo, pa ne vemo čisto točno, a si upamo v to iti ali ne. Temu se reče stujko IBL oziroma IBL, če hočete čisto zares. Po slovensko je pa to učenje oziroma poučevanje z raziskovanjem, preiskovanjem in bi z vami kar delil en zaslon, bi z vami delil zaslon, tako da bi šli skozi eno predstavitev, ki sem vam jo pripravil. Če bo karkoli vmes, kar dvignete roko, da vam damo besedo, mene ne moti, če me vmes prekinete, pa da že takoj rešimo kakšno zadevo, če je kaj za rešiti. Tako, prva stvar, kot sem že omenil, IBL pomeni učenje s preiskovanjem, raziskovanjem in prva stvar, ko se nekako učitelji s tem srečajo ali pa tudi kolegi, ko sem jih začel majčkeno navduševati, jaz vidim, kot da jih navdušujem, oni so verjetno videli, kot da jih s tem posiljujem, je bilo kar naenkrat en kup vprašanj in en kup težav, ki smo jih skušali reševati med sabo, v smislu, IBL, neko preiskovanje, raziskovanje, tukaj nekaj poskusov pri matematiki ni mogoče izvajati. To je bila ena izmed prvih stvari, prvih očitkov, ki sem ga dobil strani kolegov matematikov. Tukaj se treba zavedati ene zadeve, poskus v našem, ali pa raziskovanje, preiskovanje v našem besednjaku, v našem jeziku je narobe razumljeno lahko, kot v drugih. Recimo Angleži, že ta I, ki je prvi, to je pri nas učenje z raziskovanjem, pri njih oni rečejo inquiry. In ta inquiry je čisto nekaj drugega kot naše raziskovanje, je mogoče preiskovanje še malo bližja beseda, ampak nimamo pa pravega ekvivalenta še zaenkrat. Poskus, boste tudi potem pozneje videli, sem vzel čisto splošen primer matematične naloge, kjer je to potem lepo razloženo. Poskus ne pomeni, da vzamemo, ne vem, čašo, da vzamemo neko klado, pa fizično neke poskuse delamo. Pri matematiki so poskusi lahko čisto drugačne narave. In seveda potem je bilo tako, poskusi so samo za fiziko, kemijo, navezujoče na to, kar sem že rekel. In potem je bilo tako, ampak tega jaz kot matematik sam ne moram, moram pa nujno medpredmetno in tako. Super je, če greste lahko v medpredmetno povezovanje, če ste v tem sami, tudi ni nič hudega, vzamete življenjski primer, ki jih je v naših gradivih mnogo, pa to rešite. Tista stvar, ki se pa ponovadi najbolj panično bojimo ali pa se skušamo s tem nekako sami sebe ven iz tega zvleči, je, da otroci tega enostavno ne zmorejo sami. Ja, res je, ne zmorejo tega sami v začetku. Jaz se spomnim, en moj prvih IBL-ov je bil sicer res pri fiziki, pri optiki in se spomnim, da sem jim dal grafoskop, pa papirje, pa sem rekel, kaj bi raziskovali. In ne boste verjeli, ena prvih idej je bila, da so preverjali odzive sošolcev na to, če jim posvetijo z grafoskopom v oči. Povsem bedasta zadeva z vidika samega pouka, same snovi, samega učnega načrta, ampak izkazalo se je pa, da so pa na koncu super analizo naredili. In smo potem na tem skušali graditi,
toliko, da smo neke kriterije tudi postavili, kaj sploh so dobri primeri IBL-ov in kakšni so koraki IBL-a in tako naprej. Ko to naredite večkrat, otroci zmorejo sami, moja izkušnja je, da so potem na tem zelo navdušeni. Tisto, kar so nam tudi recimo z zavoda, enkrat nam je predstavnik za fiziko rekel, da on, ko je poučeval v osnovni šoli, da je na koncu ocenjeval samo še IBL-e. Se pravi, da je otrokom dal neko čisto novo snov in je potem ocenjeval, kako se znajdejo v tej situaciji. Tipično, kar smo še mogoče matematiki še zelo, v tem fiziki pa mogoče še bolj, jaz sem v profesiji sicer matematik in fizik, no, tako da zaradi tega mešam ti dve področji, imamo nekako občutek, da moramo otrokom dati postopke, da jim moramo dati formule, če hočete, pri fiziki ali pa tudi pri matematiki. Jaz osebno mislim, da ne. Sva se enkrat pogovarjala z eno kolegico in je se zelo hitro ena taka lepa teza razvila, da matematika je na nek način podobna jeziku. Dokler vi ne začnete razmišljati matematično, toliko časa se boste z njo borili in mučili. In zaradi tega je IBL zelo prikladen, vsaj po mojem, no, ker vas nauči enega razmišljanja, tega raziskovanja, odkrivanja novih področij. In seveda, da to ne na koncu jaz jih moram naučiti, nam je pa težko spustiti in se umakniti iz procesa poučevanja, tukaj predvsem tega frontalnega, in postati njihov mentor, se usesti k njim, jih spraševati stvari, da se zadeva razvija. Ampak tudi to, saj moja izkušnja je bila taka, da so učenci zelo hvaležno sprejeli to drugo vlogo učitelja. Kje in kako začeti? To je potem prva stvar, ko nekdo se uspe skozi vsa te začetne strahove prebiti, pa reče, ja, se ne vem, kje sploh naj začnem, kako to. Moj odgovor je zelo preprost, kjerkoli in kadarkoli. Jaz prvi moj matematični IBL so bili koreni. V 8. razredu sem rekel, no, dragi moji, kaj bi raziskovali? In so me samo majčkeno čudno pogledali, pa so rekli, kaj pa če bi najprej sploh ugotovili, kaj koreni so. No, pa smo tam začeli. Sem jim dal definicijo, sem jim razložil tiste osnovne zadeve, nekateri tisti, ki so bili bolj pripravljeni, so to potem že kar sami doma naredili, pa so naslednjo uro malo tudi oni poročali. Potem so se pa začela vprašanja in spomnim se enega vprašanja, ko je ena izmed učenk mojih postavila, je rekla, a mogoče velja zakon o zamenjavi za korenjenec in stopno korena? In se mi je zdelo to tako neprecenljivo, da iz take povsem teoretične zadeve so učenci šli v tako širino, kjer v resnici eno uro nazaj niso vedeli, kaj koren je. Tako da res si lahko zberete katerokoli snov, je pa težko začenjati. Ta del pa seveda razumem. Moj oseben nasvet bi bil, dajte izhajati iz življenjskega primera. Pomagajte si s našimi gradivi, tudi jaz bom zdaj v naslednji drsnici začel s tem. Primerov iz življenja je v naših gradivih malo morje, k temu smo stremeli vsi avtorji. Ravno zaradi tega, po eni strani, da učencem približamo zadevo, nam olajšamo zadevo, ko nas vprašajo, kje bom pa to rabil, to je ponovadi en tak tipičnih očitkov, ko začneš nekaj novega v razredu, pa lahko hitro skušaš in pazili smo, kolikor se le dali, da ne bi bili za lase prevlečeni te primeri. Se sami poznate, pride kakšen primer, pa je samo zato zraven ime, da ni povsem teoretična zadeva. Ena izmed stvari, ki se pa potem majčkeno pozneje začne pojavljati, je pa, a pustim učencem zelo odprto preiskovanje, to je bilo recimo to, kjer sem jaz naredil, sem rekel, tukaj imate grafoskop, kaj bi raziskovali, ali jih bolj vodim. Se pravi, da jim tudi učni list, vedno pripravim zraven tudi učni list in tudi ta učni list, če bo interes, se seveda lahko da tudi naučim te, bo odprt, da ga lahko sami prirejate za svojo lastno uporabo. Ali bolj vodeno pustiti zadevo. Jaz, ko sem preveril, sem učil 3 oddelke, v enem sem dal strogo vodeno, v enem neskončno odprto, kjer je bil samo naslov, kaj bi raziskoval z grafoskopom, in v enem neko srednjo pot. Na koncu je bilo v vseh 3 razredih zadeva zelo enaka z vidika rezultata. So učenci na koncu vsi zelo z veseljem to delali in tudi v vseh 3 razredih smo uspeli postaviti kriterije, kdaj je neka zadeva uspešna. Tako da jaz osebno sem mogoče za nekaj bolj odprta raziskovanja, ker se mi zdi, da s tem učenci rastejo pa veliko bolj kreativni. Imam pa tudi izkušnjo kolegice, ki je bila pa strahotno razočarana, ko jim je dala vzmeti
je računala, da bo raziskovali Hookov zakon, so pa bolj kot ne raziskovali, kako čim hitreje uničiti to vzmet. Tako da tukaj precenite, kaj je tisto, kar je vam bliže in se tistega potem mogoče večkrat bolj držite, da zadeva lažje teče. Kaj pa zdaj pomeni to? Začnite s preprostimi, trivialnimi preiskovanji. Tukaj ne mislim to, da mora biti strogo vodena zadeva, ampak predvsem, da začnete raziskovanja na takih primerih, kjer so mogoče odgovori zelo očitni. S tem bo otrokom mogoče večkrat lažje v začetku, da bojo lažje sledili temu, kaj sploh od njih pričakujemo. Tako, koraki IBL-a boste videli v različni literaturi, različno, tudi tisti, ki ste mogoče v ATS projektu zavoda, boste videli, da smo iz začetnega IBL-a, ko smo na naši šoli postavili, mislim, da 11 ali 12 korakov, prišli do tega, da jih imamo zdaj 5. Korake lahko vi seveda smiselno združujete, kakor se vam zdi smiselno. Tukaj je moj oseben primer, kako jaz vidim, da bi morala zadeva potekati, ni pa zakoreninjeno, da bi tako moralo biti. In tudi po tuji literaturi boste videli, neka groba struktura je vedno prisotna, ni pa vedno točno enako povsod. Prvi korak, ki pa je obvezen pri vseh vedno, je, da na začetku majčkeno potipate, preverite predznanje. Zdaj, ko imate učenje nadaljavo, je mogoče najlažje kakšna spletna orodja uporabljati, ali je to kakšen Mentimeter, ali je to, ne vem, MindMeister, da se kakšno tele miselne vzorce dela, ali se uporablja razne Googlove aplikacije, v smislu Jamboarda, tako da imate Wordwalla, karkoli, tako da nekaj na hitro preverite, ali pa če so to forumsi, kamor postavite vprašanja, pa oni dajo odgovore. To je čist vaša izbira. In potem si izberemo temo. Kaj zdaj pomeni? Mi smo že preverjali predznanja, potem damo pa izbrati temo. Tukaj predvsem njihovo zanimanje. Ko boste enkrat z učenci toliko daleč, da bodo oni IBL res zapopadali in jim bo postal domač, boste videli, bojo oni sami pol znotraj ene zadeve, kjer ste vi mislili, da boste raziskovali, bojo oni nove stvari dodajali. Tukaj je po mojem nujno poudariti tudi zadeva, da IBL je po mojem ena najbolj živih struktur poučevanja, kar jih je, ker se enostavno tekom samega procesa učenja postavljajo vedno nova vprašanja, vi pa seveda precenite, a jih je smiselno v tistem trenutku naslavljati, ali rečete, joj, tole pa ne vem, če čisto paše zraven. Tukaj potem vi postanete ta mentor, tako kot sem prej omenil, in je potem zadeva lažje teče. Potem že kar postavimo raziskovalno vprašanje, se pravi, kaj bi nas pa zanimalo na podlagi te teme. V oklepaju sem dal nenujno končno, kaj s tem mislim. Na začetku, a veste, so lahko vprašanja zelo preprosta, bo nekdo rekel, ne vem, od česa je odvisen, kaj se zgodi pri Hookovem zakonu. Pa nismo ničesar še konkretnega upeljali, na podlagi tega se ne da potem nekega poskusa uvesti in tako. In zaradi tega nenujno končno in se ga tekom naslednjih korakov lahko pili in izoblikuje na novo. Naslednja zadeva je, to je pa po mojem ena najtežjih zadev, kar je pri učencih, je pa, da poiščejo spremenljivke. Ker spet imamo majčkeno težave v našem jeziku, ko rečemo spremenljivke, razumemo količine, ki se spreminjajo. Pa zdaj oni ne vejo, a je to tista, ki jo spreminjaš, ali je tista, ki se posledično spreminja, se pravi, govorimo odvisni, neodvisni, ali je to celo najbolj tuje in pa je, ko jaz rečem, dajmo poiskati spremenljivke, pa kakšno konstanto ven vržem. Pa rečejo, ja, samo ta se pa ne spreminja. Ja, se ne spreminja, ker smo mi določili, da se ne spreminja, lahko bi pa se. Tako da to je tudi potem pa naslednji korak, je pa, ko imamo spremenljivke, je pa to, da jih določimo, kjer je odvisna, neodvisna in kjer je konstantna. Jaz osebno to delam v 2 ločenih korakih, lahko te 2 koraka mirno tudi družite, pa naenkrat to naredite, ali pa celo majčkeno poskušate se tega izogniti, če se vam zdi od začetka pretežko. In potem še zadnji del te neke priprave oziroma nekega razmišljanja, nekega brainstorminga, je pa, da potem podamo napoved na podlagi našega raziskovalnega vprašanja. To je tudi zadeva, ki jo jaz pri učencih vidim, da zelo težko podajo napoved na podlagi raziskovalnega vprašanja. Recimo, tipičen primer je, če delate recimo enačbe z gibanjem, ko rečeš, no, kako je zdaj odvisen čas
koliko rabiš do šole od razdalje. Pa ti pa reče, ja, hitrejš, ko bo šel, prej bo. In povsem zgreši te spremenljivke, ki so bile postavljene v raziskovalnem vprašanju, recimo, in se mi zdi, da zato so te 3 stvari tako ključne zame osebno. Se pravi, da ko imate raziskovalno vprašanje prvič postavljeno, ga potem, ko določite spremenljivke, preformulirate tako, da vsebuje spremenljivke in potem, da lahko napoved podate na to vprašanje, kjer so že spremenljivke noter. Zakaj? Ker potem, ko začnemo pa s pripravo, izvedbo poskusa, da tukaj noter potem ni več dileme, kaj kam paše in kako kakšno stvar potem zapeljati. Se pravi, to sta naslednja 2 koraka, potem imamo pa še analizo podatkov in pa predstavitev ugotovitev. Tukaj nekateri združijo, pa napišejo samo pripravimo in izvedemo poskus, analiziramo in predstavimo. Jaz osebno imam rad te stvari majčkeno bolj sistematsko razdeljene in je zaradi tega mogoče pol izgleda več korakov. Je pa tako, učencem te koraki potem niso tuji. En izmed očitkov, ki sem ga dobil v začetku, je bil tudi mogoče, da je preveč korakov in se otroci tega ne morejo zapomniti. Pa se izkaže, da kar hitro dojamejo celo strukturo in niti ni, da bi se učili na pamet, ampak jim rata naravno zadeva. Tako da bi pa zdaj kar prešli na en primer. To je primer, ki je v učbeniku 9 pri obratnem sorazmerju podan. Jaz sem ga kar prepisal, nisem takole kazal postavljenih zadev, tako kot je že prej Mitja izkoristil zadevo. Se pravi, imamo zelo preprost primer, ki smo ga verjetno vsi že kot učitelji matematike naredili vsako leto 15-krat. Imamo neko cisterno z nafto in potem 12 enako zmogljivih črpalk, ki izpraznijo to cisterno v 20 urah. Tudi vidite, da že tukaj sama naloga vas majčkeno napeljuje na raziskovanje. Piše, raziščimo, kako število črpalk vpliva na čas praznjenja in narišimo še graf časa praznjenja v odvisnosti od števila črpalk. Zdaj prva zadeva, ki bi jo tukaj jaz naredil, predznanje tukaj preverite zelo na hitro v smislu tega, primo obratno sorazmerje, kaj sploh je eno, kaj sploh je drugo. To lahko tudi ustno preverite z neki učenci na hitro, ker je to zadeva, ki se vleče že iz 8. razreda in načeloma ne bi jo znali, pa vem, da se vsako leto izkaže, da je ne znajo in da ne ločijo, ampak na hitro samo to za osvežiti spomin. Jaz bi spustil vse tisto prej in kar postavimo raziskovalno vprašanje, ki je pa tukaj, vidite, tudi tako je samo gradivo zasnovano, da ga lahko včasih dobite že kar iz navodila. V navodilu imamo raziščimo, kako število črpalk vpliva na čas praznjenja in imamo že kar raziskovalno vprašanje postavljeno, kako število črpalk vpliva na čas praznjenja. Naslednja stvar, ki bi jo dal, so pa spremenljivke. In tukaj bi pa, dragi učitelji in učiteljice, že kar vas zraven vključil v smislu, katere spremenljivke bi pa vi tukaj našteli izmed danih, oziroma niso še podane, se pravi, katere bi tukaj vi sami našli. Zdaj jaz vam v chat prilepam, samo sekundo, da... Takole. V chat sem vam prilepil eno povezavo za Mentimeter in me zanima, lepo vas prosim, dajmo si vzeti minutko, se pritisnete, mi odgovorite lahko večkrat. Se pravi, katere spremenljivke vi zaznate v tem primeru. Tako da bi kar zdaj za eno minuto vam prekinil tudi samo predstavitev in vas prosim, da odgovorite na to vprašanje. Zdaj že nastaja. Jaz bom še kakšno pol minutke počakal, toliko da nastane več idej, potem bomo pa se še pogovorili. In bom potem tudi seveda pokazal, kaj nastaja. Tako, tukaj zdaj nekaj odgovorov smo že dobili. Nekaj zelo tistih tipičnih, ki so res v samem navodilu, se pravi čas praznjenja, število črpalk, potem pa nastajajo tudi tiste majčkeno bolj kreativne. Imamo velikost cisterne, prostorina cisterne, čas, pretok, tukaj je odlična, potem količina nafte,
število črpalk, seveda, debelina cevi, krasna ideja. In tukaj vidite, da tudi že vi sami najdete marsikaj, učenci najdejo pa še marsikaj tazga, na kar mi sploh ne pomislimo. Ne? Super. Ja, meni se zdijo vsi ti odgovori krasni, ker res tudi sam sem predvidel nekaj teh odgovorov. Se pravi, hvala za sodelovanje. No. Torej, jaz sem tiste očitne, ne? Število črpalk, čas praznjenja in potem smo že pri teh, ki pa niso več spremenljivke, ne? Oziroma jih mi dojemamo, kot da so konstante. Zakaj je to pomembno, da tudi te izpostavimo? Ravno zaradi tega, da učence naučimo na ta del, da tudi tiste spremenljivke, za katere mi privzamemo, da se ne bojo spreminjali, jih moramo ozavestiti, zaradi tega, da postanemo pozorni na te spremenljivke, da lahko rečemo, ok, ne bomo spreminjali količine vode, ne bomo spreminjali vrste črpalke, ne bomo spreminjali moči črpalke, ne bomo spreminjali pretoka, ne? Vsakič bo ta pretok enak. Zaradi tega, da se začnejo zavedati tudi vpliva konstant na poštenost poskusa. To je stvar, pri kateri so pa zelo dobri, saj to se izkaže, da enostavno ta občutek za pošten poskus je pa pri njih zelo močno razvit, mogoče razvojno, ali pa je to stvar, ki nam je pa odprej pa vseeno mečken dana. Kaj zdaj reči? Kjer je odvisna, kjer je neodvisna, kjer je konstanta? Jaz jim skušam zadevo pojasniti z enim najbolj nesmiselnih stavkov, ki sem jih slišal, ali pa mogoče težkih stavkov, ki sem ga slišal na fakulteti še v času študija, da je odvisna od neodvisne odvisna. Ko si ta stavek, to poved večkrat ponoviš in ko večkrat začneš razmišljati o njej, dobi smisel. Dobi smisel in tudi učencem, ko jo poveš, jim postane s časoma smiselna in jo začnejo uporabljati in jim je potem lažje. Tudi sami pridejo recimo do tega. Konstante pa, kot smo rekli, nujno postaviti zaradi tega, da zagotovimo pošten poskus. In zdaj naša napoved bi bila v tem primeru, to je to, o čemer sem govoril, ne, trivialen primer. Tukaj bo oni rekli, seveda, ne, več, ko bo črpalk, hitrejš bo. Pa s tem nismo pravilne napovedi postavili. Jaz nisem spraševal po hitrosti, ampak po času praznjenja. To je pa ena izmed zadev, ki pa, če se boste mečkam pogovorili z vašim kolegom fizikom ali pa kolegico fizičarko, količine, ne, pa tudi pri matematiki imamo podobne težave. Oznake količin, poimenovati količino, to so stvari, ki jih imajo otroci zelo težko te stvari postavljajo, ker se jim zdi tako vse samoumevno, pa se me razumeš, ne? Se bo hitrejš. Ja, bo hitrejš, ampak jaz sem te vprašal, kako število črpalk vpliva na čas praznjenja. Pa reče, kva ste sitni, no. Ja, krajši čas bo, ne. Ja, ampak to je eden izmed pogojev, vsaj po mojem, da jih naučimo tudi te matematične korektnosti pri izražanju in s tem se potem tudi kakšna težava manj pojavlja vnaprej. Se pravi, moja napoved je, večje kot bo število črpalk, krajši bo čas praznjenja in tudi to nekako učenci sami zelo hitro povejo, tudi hitro sami ugotovijo. Kaj pa zdaj poskus? Zdaj smo pa končno pri tistem delu, kjer imam jaz ponovati največ dela, ko promoviram IBL, in sicer, kaj zdaj lahko poskus tukaj? Zdaj ne moramo vzeti cisterne pa črpalke pa pretakati neke nafte, tudi če se šola ogreva na nafto, mi tega ne bojo pustili v vodstvu narediti. Je poskus v našem primeru zelo preprost. Pripravili si bomo pregledanco, zbrali naključne vrednosti za število črpalk in računali čas praznjenja. Kaj vemo? Vemo, 12 črpalk pomeni 20 ur za samo praznjenje in na ta način si bomo zdaj naključne vrednosti izbirali iz števila črpalk, kjer je treba predpostaviti seveda, da to učenci načeloma že znajo, ne, v 9. razredu. Če govorimo zdaj o 9. razredu, če v 8. potem zadevo še malo drugače zastavimo, tako da jim predstavimo sploh koncept obratnega sorazmerja. Kako pa potem poskus izvedemo? Je zelo preprosto, ne. Zberemo si vrednosti črpalk. Če ste opazili, jaz sem si jih poimenoval tudi, sem jim dodal tudi oznako X in Y, načrtno za odvisno Y in za neodvisno X, zaradi tega, da potem tudi sam graf v koordinatnem sistemu, ko rišemo graf, da potem tudi ta stvar lažje steče. Izračunajo vse in s tem so oni poskus izvedeli. Kje je tukaj zdaj analiza? Analiza je preprosta, ne? 12 črpalk 20 ur, 6 črpalk 40 ur in tako naprej. Tako
Tako da tukaj bi šel jaz kar direktno na predstavitev zbranih podatkov in ena izmed zadev, ki jaz od mojih učencev vedno zahtevam, so ugotovitve. In prva izmed ugotovitev je vedno odgovor na postavljeno raziskovalno vprašanje. In sicer zaradi mene lahko takole preprosto napisano, kot je tukaj, ugotovili smo, da je bila naša napoved pravilna. Zakaj? Sicer pol, to je potem pa pol več stopenj uspešnosti učencev. Ne? Tisti, ki takole napiše, rečeš, ok, super, res je bila pravilna, ampak daj mi pa še ti zdaj s svojimi besedami povej, kako je bila pravilna, zakaj se je to zgodilo. In potem učenci to razlagajo, nekateri bojo pa že v samem začetku povedali zelo matematično korektno ugotovitev. Ugotovili smo, da so količine obratno sorazmerni, tudi tako zadevo, recimo vidite pri tem. Ugotovili smo, da je graf drugačen kot pri premem sorazmerju. Načeloma neko malo izkušnjo že imajo o teh grafih, tudi pri obratnem sorazmerju vidim, da nekateri to v 8. pokažemo, nekateri šele v 9. Tako da tukaj tudi so pač ugotovitve, ki so jih učenci podali. Po kratkem raziskovanju po spletu sem ugotovil, da se krivulji reče hiperbola. Tudi to je ena izmed zadev, ki sem jo že dobil v razredu, da je kakšen šel pa vsem pol raziskovati, za kaj in kako. In pa, ko so risali graf, je večna dilema, kaj zdaj s tem. A povežemo ali ne povežemo. Pa če se že gremo to, da rečemo, ja, tukaj pa ne povežemo, dobimo pa pol tisto najbolj zoprno vprašanje, zakaj pa zdaj ne. Ko je treba razlagati in potem, zakaj jih ne povežemo. Ja, ne povežemo, ker ne moramo imeti poljubne vrednosti za število črpalk. In pol ponovno malo čudno pogleda, pa rečem, ja, a lahko vzameš pol črpalke? Ne moreš. A lahko vzameš koren od 35 črpalk? Pa pol rečem, aha, ok. In potem jaz osebno ponovno pol še mečkam zapeljem še na zveznost, da se pol o zveznosti spremenljiv pogovorimo in tako, da zadeva potem za njih mečkam lažja. Tudi v našem gradivu je zveznost razložena že v 8. razredu, v 9. še enkrat omenjena pri funkciji, tako da si lahko tudi s tem pomagate. Tako, toliko o IBL-u za enkrat. Zdaj bi pa predal besedo kar vam. Če je kakršnokoli vprašanje, ne vem, se je vmes kaj pojavilo, ni. Če je karkoli, pa dobrodošli zdaj. Molk je ponovadi pomeni dvoje, ne? Ali sem vas povsem zmedu in ne veste, kaj sploh vprašati, ali pa tisto to drugo, ki je ponovadi mečkam boljši znak. Tako da dajte kar se skorajžati, pa kakšno stvar vprašati. Uroš, hvala. Mogoče med tem, ko čakamo, če se bo kdo še kaj spomnil, kaj bi vprašal. Še jaz na hitro. Aha, pa imamo eno vprašanje. To vse delamo bolj frontalno v pogovoru, kako pa naj bi drugače? Ja, vem, da so zadeve, ki jih itak delamo, ne, in da to ni neka topla voda, ki jo zdaj jaz odkrivam. Predvsem je ta premik, ja, to, kar ste rekli, iz frontalnega v tisto skupinsko, ki je zdaj tako popularno ratala, ne, otroci ne se učijo sami. Jaz jim vedno pripravim učni list, ki jih so mečkam po korakih in oni to dobijo. Dobijo ta list, lahko imajo in zvezke in gradiva svoje zraven, učbenike in vse, ali pa samo tako nalogo, kot sem jo zdaj dal. Ne, in potem grem z njimi, se k njim usedem, pa se pol z njimi pogovarjam znotraj skupine. Da ni tako res, da se spostavim pred tablo pa predavam. Hvala. Še gospa Andreja, ki je tudi soavtorica gradiv, bi rada nekaj vprašala. Andreja, izvoli. Mikrofon je treba vklopiti. Ne vem, zakaj nam vedno... Aha, jo, jaz se opravičujem, mislim, da sem nekaj po nesreč pritisnila, ampak sem pa zelo vesela, no, da sem pravzaprav slišala tole celotno razlago tega IBL-a. Veliko sem že v njemu slišala, no nisem pa pravzaprav te strukture videla, no, tako da Uroš, super, hvala, da sem prišla, da sem še videla, kako si se pravzaprav tega lotil, no. Ja, z veseljem, Andrej. Okay. Hvala. Še eno vprašanje je prišlo vmes, koliko jih je v skupini. To
Koliko jih date v skupino, to je pa čisto vaša odločitev. Jaz bi rekel, sigurno ne več kot 4, ker se veste, že tako zavzamejo hitro te vloge klovnov in podobnih zadev, pa tistih garačev, pa tistih, ki prepisujejo. To je čisto vaša odločitev in tudi struktura, recimo, jaz sem imel tudi različna raziskovanja osebne prakse, no, če jih daš ta dobre skup, pa ta šibke skup, pa tako, a je kaj razlike, pa se prav bistvene razlike ne pokažejo, ne? Ker še zmeraj pa si ti tam zraven, to ne pomeni, da jim daš, pa jih pustiš, ampak si še zmeraj ti zraven za kakšen pogovor in tako. Hvala. Še pohvala za izjemno dober pristop. Ja, hvala. Jaz sem prepričana, da marsikakšen učitelj že poskuša kakšne stvari delati z raziskovanjem in učence voditi k temu, da sami raziskujejo in sami pridejo do nekaterih zaključkov. Upam pa, da je ta tvoj prispevek danes, Uroš, prispevalo, da se pogumi še kdo in se še kdo loti, da končno pridemo do tega, da matematika ne bo več tisti predmet, ki si vsi rečejo, zdaj pa še matematika. Ne? Ja. Ker res ni treba tako. Če ima še kdo kakšno vprašanje, lahko še napišete. Medtem bom pa jaz mogoče še pokazala na hitro malo gradivo. Uroš in Mitja sta že malo pokazala gradivo, prav veliko vam ne moramo pokazati, ker gradivo še čaka, nekatere stvari še niso postavljene, nekatere pa čakajo še, da grejo v potrditev, zato jih z vami deliti kot celoto ne moramo. Lahko vam pa na hitro pokažem koncept učbenika, da boste vedeli, o čem govorimo, tisti, ki gradiv še ne poznate. Nekaj napak je še, to se sploh še ni končna verzija, ampak toliko, da vidite osnovo. Vsako poglavje se začne najprej s rubriko Spoznali bomo, v kateri učenci vidijo, kaj bodo spoznali in na koncu poglavja tudi to preverijo, ali so ta cilj dosegli. Potem imamo rubriko Ponovimo, v kateri na hitro ponovijo in preverijo predznanje, da učitelj vidi, ali so nekaj znajo, ali morajo še kaj za nazaj predelati in ponoviti. Potem je rubrika Preveri in premisli, kjer je uvodna motivacija, nekaj začetne teorije, povedana vsa teorija na koncu, ki jo učenci potrebujejo. Teorija je podkrepljena s slikovnim gradivom, pač odvisno od tega, katera snov je, kaj je primerno. Teoriji sledijo rešeni zgledi, s katerimi pokrijemo večino bistvenih snovi, bistvenih nalog. Narejeni so tako, da učenci lahko sami sledijo in rešujejo in potem znajo tudi sami podobno nalogo rešiti. To je tisto, kar sem prej rekla, da se naučijo postopka. Ni pa samo postopek, ampak je vedno zraven tudi razloženo, zakaj je tako, da lahko oni počasi res gradijo na tem svojem razumevanju. Temu sledijo naloge za reševanje v zvezek. Naloge so različne, različnih taksonomskih stopenj, besedilne naloge, pisne naloge, tukaj pač geometrija so takšne. V vsakem poglavju je nekaj težjih nalog za boljše učence in v vsakem poglavju je misija v neznano. Ena raziskovalna naloga, naloga, ki zahteva malo več, takšna malo drugačna naloga, da učence še malo razgibamo njihove možgančke. Potem na koncu vsakega poglavja pa imamo še preverjanje znanja, kjer najprej preverimo teorijo, zato da se učenci, kot je že Uroš prej rekel, počasi naučijo matematiko ubesediti, da znajo pravilno povedati nekaj, ker potem, ko pridejo v srednjo šolo, se zelo pričakuje od njih in je zelo dobro, da že v osnovni šoli gradijo temelj. Odgovori na vsa ta vprašanja so zapisana prej v rubriki Preberi in premisli. Vse lahko najdejo notri in počasi znajo stvari ubesediti. Potem pa še preveri, ali znaš zapisan cilj, tisti cilji, ki so bili prej napisani, kaj se bom naučil, in potem napisana naloga, s katero ta cilj preveri. Vsa poglavja, vse snovi so podkrepljene tudi z interaktivnimi nalogami na portalu učimse.com. Zdaj pa, če ima še kdo kakšno vprašanje, lepo povabljeni. Imamo in Uroša in Mitja še vedno s seboj, pri sebi. Vmes se je še eno vprašanje pojavilo, kako se to ocenjuje in pa, če imamo razdeljene potem kriterije, pa je to v šoli ali doma. Jaz sem sicer že odgovoril, ampak se mi zdi mogoče tako za vse. Ja, kadar to ocenjujem, vedno na začetku, mogoče moram tle začeti, vedno na začetku z učenci postavimo kriterije in jih bolj, ko ne sami postavljajo,
Je pa res, da zna to vzeti kar nekaj časa. Tako 3-4 ure pouka grejo sigurno samo za kriterije, to so res razdelani in potem se po teh kriterijih ocenjuje. Če bi koga zanimali, lahko tudi kam te kriterije kdaj kot en primer damo, no? Ni pa to nekaj, kar bi tako za sveto veljalo. Delajo to v šoli, kadar smo v šoli, no? Kadar gre za ocenjevanje, takrat je to zagotovo v šoli. Sem jim pa ta preiskovanja tudi recimo nadaljavo dal, pa se je tudi izkazali, da so kar uspešni bili tudi sami. Tako da kjerkoli oblika, po mojem, ne igra neke velike vloge. No? Super, hvala lepa. To, kot je Uroš povedal za te dodatne stvari, če bi želeli kakršnekoli dodatne informacije o gradivih, o stvarih, ki sta jih povedala Uroš in Mitja, o tem, kako vključiti naša gradiva v svoje delo, pišite na mail učbeniki@mkz.si. Vsa gradiva so podprta tudi s 3 portali, tudi te stvari vam bojo več, če potrebujete več informacij, lahko zveste od naših promotorjev ali na tem naslovu. Zdaj pa vam želim lepo popoldne, pojdite malo ven na sneg, upam, da ne bo dolgo zdržal tale sneg, ampak treba ga pa izkoristiti, dokler je, in imejte lep dan. Nasvidenje.